Pozdravljeni! Marsikdo izmed vas ima rad statistike o Formuli 1, a kaj, ko kdaj pa kdaj so avtorji raznih podatkov pravi budci. Kdor mi sledi, ve, da sam nisem nek navdušenec nad statistikami. Namreč menim, da je treba poznati tudi ozadje, ki se skriva za raznimi številkami. In danes si bomo ogledali kar nekaj zanimivih primerov, ko so podatke recimo temu urejali osebki, ki o Formuli 1 očitno nimajo blage veze. In verjetno marsikdo je sedaj pomislil, da se bomo danes ukvarjali na primer z Wikipedijo in podobnimi viri, kjer v resnici lahko vsak butec napiše tisto, kar mu pade na pamet. A na žalost, danes se bomo ukvarjali z bistveno bolj resnimi viri in videli bomo, kako ni neke osnove, nekega standarda, nekega pravila, ki bi veljala za vse enako. Primerjali bomo tisto, kar so objavili pri FIA in na drugi strani pri Formuli 1. In izgleda, kot da pri obeh organizacijah so oni odgovorni, imenujemo jih tako, dali za računati statistiko nekim študentom, ki so bili slučajno tam prisotni na poletnem delu. Pogledali si bomo zgodovino 5 ekip, in videli bomo, da v nekih primerih so bližje pri FIA, v drugih so malce bližje realnemu stanju pri Formuli 1, v nekaterih primerih pa sta zgrešila tako en kot drugi. A začnimo z tistim primerom, kjer ne vidimo nekih očitnih napak pri zgodovini ekipe Alfa Tauri. Namreč na spletni strani FIA lahko ugotovimo, da skuderija Alfa Tauri obstaja od sezone 2006, ko se je imenovala skuderija Toro Rosso. In seveda dosegli so 2 zmagi. Sebastian Vettel na veliki nagradi Italije leta 2008 in Pierre Gasly prav tako na veliki nagradi Italije leta 2020. Kaj o tem pravijo pri Formuli 1? Podobno. Le da so ustanovitev ekipe prestavili v leto 1985, takrat, ko se je prvič pojavil Minardi. Kaj ima Minardi veze z skuderijo Toro Rosso in kasneje Alfa Taurijem, mi ni dano vedeti, to je zapisano na uradni spletni strani. A videli smo, da sama menjava imena med skuderijo Toro Rosso in Alfa Taurijem ni zbrisala tistih dosežkov, ki jih je ekipa imela. A sedaj stopamo že na rahlo problematično območje, namreč druga ekipa, s katero se bomo ukvarjali, je Aston Martin. In najprej si bomo pogledali, kaj o tem menijo pri FIA. Namreč ekipa Aston Martin je bila prisotna v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezonah 59, 60, 2021 ter naprej, brez zmage. Marsikdo izmed vas je sedaj malce čudno pogledal, kako brez zmage. Saj se spomnimo, da Lawrence Stroll je v začetku imel ekipo, ki se je klicala Racing Point, in Perez je leta 2020 na veliki nagradi Shakirja dosegel zmago. In seveda, zgodba, ki sem je povedal, je točno tista, katero navaja spletna stran Formule 1. Ustanovitev ekipe je postavljena v letu 2018, ko je Force India propadla in jo je kupil Stroll. In tu ne gremo kot pri primeru Alfa Taurija nazaj do Jordana in leta 1991, ampak se ustavimo pri lastniku.
In lepo je tu tudi zabeležena tista edina zmaga. Če smo v prvem primeru videli točen opis stanja pri FI, smo sedaj pri drugem primeru točen opis stanja, saj po mojem videnju videli na uradni spletni strani Formule 1. In že tu marsikdo verjetno je malce začuden. Namreč vidimo, da tudi pri FI, kar se tiče navajanja podatkov, ne veljajo enaki standardi. A zgodbe še ni konec. Pojdimo k tretji ekipi, k Alpinu. In seveda pri FI navajajo, da je bila ekipa ustanovljena leta 2021 in ima eno zmago. Tisto, ki jo je dosegel Ocon na Madžarskem leta 2021. Kaj pa pravijo pri Formuli 1? So se tu držali malce bolje tistih standardov, ki smo jih videli do sedaj. Kot letnico ustanovitve so navedli 1986, kar je sporno. Seveda 2 naslova, 21 zmag in seveda vidi se tu, da pri Formuli 1 navajajo tisto kontinuiteto med Renaultem, tovarniško ekipo Renaulta, ki se je preimenovala leta 2021 v Alpin. A tu je treba kot običajno biti natančen. Leta 1986 so ustanovili Benetton in prvi bolid Renaulta v Formuli 1 je seveda znameniti RS01 iz leta 1977. Seveda osnova poznavanja zgodovine Formule 1. A ne pri FI, ne pri Formuli 1 seveda niso vešči tega. V štetju zmag seveda niso upoštevana tista, ki jih je dosegla na primer ekipa Benetton ali tako imenovan Lotus, ker je Kimi Räikkönen zmagal v sezonah 2012-13 in še bi lahko naštevali. A ta paradoksalna situacija se nadaljuje tudi naprej. Kaj bi bili v statistiki brez Mercedesa, kjer pri FI navajajo, da tovarniška ekipa Mercedes je prisotna bila od leta 1954 do leta 1955 in nato od sezone 2010 naprej. Dosegli so 125 zmag. Po drugi strani, če pogledamo uradno stran Formule 1, vidimo, da po njihovem mnenju je ekipa Mercedes bila ustanovljena leta 1970. To je letnica, ko so pri Tyrrellu postali konstruktorji. In seveda navaja šteje 8 naslovov in 116 zmag. Manjkajo one, ki so bile dosežene v sezoni 54 in 55. A seveda tudi vse ostale, ki so jih dosegli pri Tyrrellu skupaj z naslovi, kar se tiče konstruktorjev, in ne smemo pozabiti na primer Honde. A seveda zmago Honde ne moremo beležiti Mercedesu, čeprav ista stran, ki jo upravlja Formula 1, trdi, da gre za eno in isto zadevo. Verjetno marsikdo izmed vas vidi, kakšno poznavanje zgodovine Formule 1 je imel avtor statistike. Ne bi bilo bistveno bolj enostavno povedati, da današnja ekipa Mercedes je ona, ki izhaja iz sezone 2010. A za konec sem prihranil najbolj paradoksalno situacijo izmed vseh. Govorili bomo o ekipi, ki je vsem nam znana kot Alfa Romeo F1 Team. In tu bomo videli, da pri FI kot pri Formuli 1 pravzaprav ne poznajo zgodovine ekip, ki nastopajo v svetovnem prvenstvu Formule 1, kajti tu v resnici nima prav ne en in ne drugi. Zakaj pravzaprav gre? Namreč, če vzamemo spletno stran FIE, bomo videli, da Alfa Romeo je v Formuli 1 bila prisotna v sezoni 50-51, nato od sezone 79 do 85 in od sezone 2019 naprej.
Vidimo lahko v statistiki, da so dosegli 10 zmag. A teh 10 zmag je treba pripisati tistemu obdobju med letoma 50 in 51. In tu seveda je vprašanje, kaj ima tista ekipa Alfa Romeo z današnjo Alfa Romeo F1 Team. Namreč, če pravzaprav pogledamo, kaj piše na uradni spletni strani Formule 1, bomo takoj ugotovili, da ekipa, ki jo danes vidimo pod tem imenom, je bila ustanovljena leta 1993. Seveda govorimo o Sauberju. Ima eno zmago in to je tista, ki jo je dosegel Robert Kubica na veliki nagradi Kanade leta 2008. A tu je velik problem. Takrat ekipa, ki jo danes poznamo kot Sauber, ni bila v lasti Petra Sauberja, ampak je bila v lasti BMW-ja. Namreč v sezonah 2006, 2007, 2008, 2009 se je ekipa imenovala BMW Sauber, tudi bolidi niso imeli tiste šifre, ki se začenja z C. In v bistvu gre za čisto drugačno lastništvo, ki po vseh kriterijih, ki smo jih videli sedaj, ne bi smelo biti šteto v statistiko. In nekdo bi rekel, dobro, majhna sprememba imena. In v resnici tudi v sezoni 2010 se je ekipa imenovala BMW Sauber, čeprav je uporabljala takrat motorje Ferrari. Vem, zmeda, ki je nastala, ko je BMW zopet na vrat na nos podal ekipo Sauberju nazaj. A bistvo je skrito nekje drugje. Kolikor pogledamo spletno stran ekipe Alfa Romeo F1 Team in se za trenutek ustavimo pri njihovih pokroviteljih, bomo ugotovili, kakšen je status Alfa Romeo, pokrovitelja in ne konstruktorja. Torej, v tem primeru nima ne prav en in še manj drugi. Kajti, če bi veljala ta načela, ki smo jih videli tu, da bi kar tako pokrovitelju pripisali statistične podatke, bi morali isto napraviti pri Aston Martinu. Zakaj? V sezonah 2018, 2019 in 2020 se je ekipa Red Bull imenovala Aston Martin Red Bull Racing. Se bi vam zdelo to v redu? Meni osebno ne. Ampak videli smo, kako je, če statistike sestavljajo pravzaprav buci. Buci, ki Formule 1 ne poznajo. A še huje je takrat, ko te statistike pridejo v roke nekomu, ki prav tako ne pozna ozadja številk in jih tam posameznik začne navajati. In verjetno mu lahko tudi marsikateri navdušenec dobesedno nasede. Tudi zato se moramo vsi mi zavedati, da statistika kot taka je le številka, ki pravzaprav ne pomeni nič, če mi ne vemo, kaj se skriva za njo. Za danes je seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.